Ali obstaja še kaj upanja za Kaspo? No, prav to si bomo ogledali v tokratnem videu. Če se morda spomnite iz prejšnjih videov, jaz nisem imel ravno najboljših napovedi za Kaspo in madonca, kakšen backlash sem dobil. Dobil sem kar nekaj komentarjev v smislu, kako lahko kaj takega napoveš za Kaspo, veliko posmehov in podobnega. In ko sem jaz tole bral, sem spoznal, wow, Kaspa ima res gorečo skupnost. Ampak, ko si tako emocionalno navezan na kakšen projekt, na kakršenkoli kriptoprojekt, to enostavno ni dobro. In če koga slučajno užali moje mnenje, potem moram žal reči, kripto ni zate. Tukaj na tem kanalu pač gledamo gibanje cene in jaz bom povedal tisto, kar vidim. Ne bom nič olepševal, tisto, kar bom pač videl, bom tudi povedal. In za Kaspo jaz že takrat nisem videl nič kaj dobrega. Ampak dajmo zdaj ta prvo stvar na stran. Marsikdo bi si mislil, da jaz ta projekt sovražim, da mu sploh ne sledim, ampak to ni res. Jaz sam v bistvu mislim, da je Kaspa fenomenalen projekt. V bistvu Kaspa je eden najbolj unikatnih in inovativnih projektov v celotnem kriptoprostoru. Ne deluje kot tradicionalna veriga blokov, ampak uporablja strukturo BlockDAG in protokol GhostDAG, ki omogočata sočasno rudarjenje in potrjevanje blokov. In zaradi tega ima omrežje izjemno visoko prepustnost, izjemno nizke provizije in skoraj takojšnje potrditve transakcij. Kaspa je tudi eden redkih projektov, ki ne gradi hajpa preko marketinških kampanj, ampak izključno preko tehnologije in skupnosti. Zdaj, seveda, ena izmed zanimivejših tem, ki se pogosto odpira, je vprašanje, zakaj Kaspa še vedno ni uvrščena na največje centralizirane menjalnice, kot so Coinbase ali Binance. Del skupnosti meni, da gre za regulativne zaplete, drugi pa verjamejo, da projekt ne želi pristati na nerazumna finančna pogojevanja. Pred kratkim je zaokrožila informacija, da naj bi Binance zahteval približno $3 milijone za listanje in dodatno 3% celotne zaloge, kar bi danes vrednostno preseglo $40 milijonov. Če je to res, potem je nekako tudi logično, da ekipa ne želi tega sprejeti. In poleg vsega, k vsemu temu, je dodatno prispevala tudi javna objava Jonathana Simpolinskija, enega izmed ustvarjalcev Kaspe, ki je pred kratkim zmagal na tekmovanju Binance Blockchain 100 Awards. Ampak je nagrado javno zavrnil. Zdaj te objave se bomo še dotaknili. Razlog naj bi bil odnos Binancea do Kaspe in drugih tehnoloških projektov, ki niso pripravljeni pristati na njihove pogoje. Objavo je delil na X-u, kot lahko vidimo tukaj, in dosegla je več kot 3 milijone ogledov. Ampak to sporočilo je pravzaprav kar precej več kot samo zavrnitev nagrade. Gre tukaj za jasno in zelo neposredno kritiko trenutnega stanja kripta in vloge, ki jo pri tem igrajo velike centralizirane menjalnice, še posebej Binance. Zdaj, njegov ton je spoštljiv, ampak hkrati tudi oster, akademsko formuliran, ampak z jasnim namenom postaviti mejo. V ospredju je ideja, da se je kripto od svojih izvornih idealov oddaljil, s čimer se strinjam tudi jaz. In da institucije, ki imajo največ vpliva, to oddaljevanje celo aktivno spodbujajo. No, bom poskušal tudi jaz malo obrazložiti, zakaj je temu tako. Zdaj, v uvodu sicer pove, da se zahvaljuje za vključitev v seznam 100 najpomembnejših ljudi v blockchain prostoru, s tem pokaže spoštovanje do skupnosti in tudi do same geste. Potem pa doda, da morajo glasovalci dobiti to, kar so želeli.
Če so glasovali za njegovo delo na Kaspi in ne zgolj za akademski prispevek, potem nima smisla, da sprejme nagrado v imenu dogodka, ki te preference ne spoštuje. S tem tudi sporoča, da je njegova lojalnost najprej usmerjena k projektu in skupnosti, ne pa k PR dogodkom. No, v drugem delu daje tudi jasno diagnozo kripta, ki se meni zdi kar precej pomembna, zato se to tudi splača prebrati in poslušati. Iz gibanja, ki se je začelo kot cypherpunk eksperiment, gibanje za svobodo, zasebnost, tehnologijo brez centralnih posrednikov, se je industrija spremenila v house-friendly kazino. Velike platforme ustvarjajo okolje, kjer je glavni fokus trgovanje, meme-coini in špekulacija, ne pa razvoj resničnih tehnoloških rešitev. Zdaj Jonathan ne obtožuje izključno Binanca, ampak izpostavi, da kot največji igralec nosi ogromno odgovornost. S tem jih indirektno poziva k odgovornosti, transparentnosti in samorefleksiji. In potem povzame tudi klasifikacijo 3 vrst kripta. Imamo komercialni kripto, kazino kripto in cypherpunk kripto. Jasno pove, da bi morala Binance do cypherpunk projektov, torej do projektov, ki so resnično decentralizirani, tehnološko utemeljeni in brez marketinških pump strategij, imeti posebna pravila. Da bi največja menjalnica na svetu morala to skupino ščititi, ne pa ignorirati. In ta del je ključen. Trdi, da Binance ni samo pasivni tržni akter, ampak aktivno oblikuje trende vrednotenja in percepcijo močnih projektov. In sledi seveda tudi najbolj direktno opozorilo, ko Binance v nekaj tednih uvrsti novi memecoin z zeleno žabo, Kaspo pa ignorira, s tem ne odraža racionalnih tržnih odločitev, ampak aktivno usmerja trg stran od resnih projektov. Tukaj jasno nakaže, da memecoin kultura prevzema industrijo in da ceksi to pospešujejo. In tukaj je to dejstvo, ki se tudi meni zdi naravnost žalostno. Ampak tukaj ni Binance tisti krivec, jaz ne krivim Binance, ampak sam trg. Luka Gubo mi je enkrat zelo pametno povedal, upam, da ga kdaj tudi dobim za kakšen podcast tukaj. No, povedal mi je, nekaj je dajati trgu, kar potrebuje. Čisto nekaj drugega pa tisto, kar si želi. In tukaj je v bistvu tista prelomnica. Je Kaspa tisto, kar kriptotrg potrebuje? Ja, definitivno. Ampak je Kaspa tisto, kar si trg želi? In zaenkrat, kot kaže, žal ne. Zakaj so memecoini tako popularni, zakaj so tako listani? Zaradi tega, ker si jih folk želi. Pa ne zaradi kakršnekoli tehnologije, ampak zaradi dobičkov. Vsi pač gledajo, ok, če vložim v to žabo, bom jaz dobil nazaj 10-kratnik, 100-kratnik. In nekaj podobnega se je dogajalo tudi pri Kaspi. Tukaj ne bom nič ovinkaril, dajmo si kar nalit čistega vina. Večina ljudi je vlagalo v Kaspo, zato ker so videli ta fenomenalni dobiček. Ne zaradi tehnologije, zaradi dobička. Ko je Kaspa prišla na 20 centov, sem jaz po YouTubeu videl ne vem koliko filmov oziroma videov, ki so napovedovali Kaspa še 10-kratnik, še 20-kratnik. In točno na podlagi teh obljub so ljudje hodili not, ne zaradi tehnologije. In to je pravzaprav tudi stalnica zadnje čase na kriptotrgu, zaradi česar sem v bistvu kar žalosten. Ker to v bistvu ni to, za kar smo se zavzemali na začetku. In čeprav je bila ta objava Jonathana zelo pogumna, si upam misliti, da bo Binance to samo enostavno pometel pod preprogo. In to je tudi iz tega razloga. Kaspa je nekaj, kar kriptotrg potrebuje. Resnično potrebuje. Ampak Binance pa ponuja kriptotrgu tisto, kar si želi. Tako da prosim, preden komentirate tam dol od spodaj, kako si lahko rekel kaj takega o Kaspi, dejte razmisliti malo o tej razliki, o razliki teh dveh stvari, ki sem vam jih zdaj ravno kar povedal. Kaj je nekaj, kar trg potrebuje in kaj je nekaj, kar si trg želi.
Zdaj ostanimo še malce pri tej objavi, dotakne se tudi vprašanja listing feejev in doda, da so legitimni pri komercialnih projektih, niso pa primerni za Cypherpunk kategorijo. Kaspa nima pre-mine, nima founders rewarda, nima defunda in zato ne more plačati, tudi če bi si to želela. Poudari seveda, da to ni kritika drugih projektov, ki imajo tak model, ampak da Binance svojo politiko iz trga izriva točno tiste tipe kovancev, ki naj bi po idejah originalnega kripta predstavljali jedro ekosistema. In potem seveda zaključi z mislijo, da so Cypherpunk projekti tisti, prav tisti, ki preživijo hype cikle, tržne padce, NFT mehurčke, meme coin periode in vse vmes. Oni so tisti, ki znova vračajo zaupanje v kripto, ko špekulativni deli industrije povzročijo crash oziroma zlom. Ampak tukaj, kot sem že prej rekel, žal, kolikor sklepam, ne bo nekih sprememb. Zdaj, definitivno kriptotrg bo moral iti skozi eno fazo velikega pucanja. Problem je, da je ta faza pucanja ponavadi tudi taka, da marsikateri resen kriptoprojekt tudi ne preživi. In jaz upam, da bo Kaspa skupnost dovolj močna, da kaj takega preživi. Ker, kot sem rekel, kot si upam trditi, večina ljudi je hodilo v Kaspo zaradi dobičkov. Ne zaradi projekta samega, tehnologije, ne zaradi dobičkov. In zdaj se pucajo ven, ko so videli, da ne bo nič več od tega, zdaj hodijo ven. In to je zelo boleče, itak da je. Ampak tukaj je zdaj pravo vprašanje, ali bo Kaspa skupnost tole zdržala, ali bo projekt Kaspa to zdržal. Zdaj morda so se začele že kazati neke razpoke. Ravno pred kratkim je prišla novica ven, Kas FYI se je zaprla. To je bil zelo priljubljen Kaspa Explorer. Njegov ustvarjalec je nedavno na Twitterju objavil, da ga bo zaprl. Med nekaterimi razlogi je omenil tudi funding. In na to objavo je v bistvu dobil kar precej podpore. Vpletel se je tudi sam Jonathan, ki je rekel, da bo lahko sam priskrbel funding, da se ohrani tale stran. Ampak kljub temu, kot vidimo tukaj, je prišlo do zaprtja strani. Očitno je bilo temu tipu enostavno dovolj. Ves ta čas je vlagal svoj denar, mislim, da je bila tale stran live 3 leta. Ni bilo dovolj fundinga, poleg tega pa je dobival konstantno kritike. In poleg tega je Kaspa padla za več kot 80%. Zdaj, ali bi jo listing na Binanceu rešil? Jaz bi rekel, da dvomim, da bi jo rešil, zaradi tega tudi, ker zadnje čase vsi projekti, ki so bili listani na Binanceu, so enostavno potonili dol. Bi bilo pa vseeno zanimivo za videti, lahko da bi bilo pri Kaspi drugače. Ampak dajmo si mi zdaj malce pogledati še tehnično plat in tukaj vidimo, da je Kaspa res kar konkretno padla. In to je od svojega vrha tukaj malce čez 20 centov, pa vse do tega dna za skoraj 83%. Zdaj, to bi vsak analitik bi tukaj povedal, to je bear market. Ampak pri eksplozivni naravi altcoinov se pač nikoli ne ve. Zdaj, vprašanje je, ali bo Kaspa končno ugledala boljše čase. Zaenkrat mislim, vsaj zaenkrat mislim, da še ne. Pa dajmo lepo po vrsti pogledati. Prišli smo vse do te podpore. Tukaj smo imeli tale vrh, smo prebili, naredili podporo in potem šibali naprej gor. Mi smo zdaj šli tole podporo testirati. Zdaj, če bi mi tole podporo izgubili, bi mi lahko prišli testirati tukaj tole naslednjo na okoli centu pa pol do 2 centov, tako da v bistvu ja, lahko še kar izgubi. To sem pozabil povedati, tukaj imamo tedenski časovni interval
In nekaj sem še opazil, zakaj bi bilo trenutno več možnosti, da se izpelje tale medvedji scenarij, je tole. Tukaj smo naredili tipičen dvojni vrh, ga bom kar označil, to je medvedji vzorec, imamo en vrh in pa drugi vrh in poleg tega imamo mi tukaj tole neckline mejo, ki smo jo že izgubili in enkrat smo jo že testirali kot odporno mejo. Zdaj, kaj se lahko zgodi? Lahko jo gremo testirati še enkrat, lahko gremo malo globlje notri, smo zavrnjeni, spet testiramo tole mejo na tam nekje 3 centih pa pol, 4 centih in jo izgubimo in gremo testirati to mejo na centu pa pol. Kaj bi jaz zdaj gledal za bike, da si premislim? Za bike bi jaz gledal tale vrh oziroma te dva vrhova, ki sta se naredila tukaj. To je 10 centov, pa tam nekje do 11-12 centov. Torej, da mi dobimo zdaj en odločen odboj in presekamo te dva vrhova, naredimo višji vrh in nato na njih podporo, odboj in seveda šele potem bi lahko nadaljevali rast naprej. Zdaj, ena rešilna bilka bi morda lahko bila, da mi tukaj delamo padajoči klin. To je bikovski vzorec. Da povežem še tele vrhove, ampak to bo seveda vse še za videti. Dokler smo znotraj tegale vzorca, se enostavno ne ve. Mi lahko še vedno preko tega vzorca potujemo dol na njegovo spodnjo mejo, točno tam nekje do centa in pol. Dokler ne prebijemo katerekoli izmed teh dveh mej, se enostavno pač ne ve. No, kakorkoli že, Kaspo bo vsekakor zanimivo za spremljati še naprej, tako da ne se pozabite naročiti na ta kanal, da ne boste zamudili naslednjega videa. In pa seveda, če vam je bilo tole všeč, se vsekakor priporočam za kakšen všeček. Če vam ni bilo, pa dajte ne všeček. Seveda, dobrodošli tudi komentarji spodaj, zelo rad podebatiram z vami, tudi če se ne strinjamo, tako da kar pogumno, kar komentirajte spodaj. Poleg tega pa ne pozabite obiskati mojega Patreona in moje spletne trgovine na spletni strani. Tako, zdaj pa vas lepo pozdravljam, želim vam lep dan še naprej in se vidimo v naslednjem videu.